Ta tiskovna konferenca je namenjena predstavitvi nove knjige z naslovom Pazi, drama. Všeč mi je ta imperativn, eksklamatoričen naslov, ker nekako smerja v dejanje, v akcijo. Povedati moram še, da so knjigo pripravili študentje AGRFT samostojno, brez neke mentorske pomoči, razen pomoči urednice Ane Perne. Seveda, ob tem je treba še dodati, da ima ta knjiga oziroma ta zbirka, ki bo zdaj začela svojo pot na novo, neko tradicijo na tej šoli, razprave študentov dramaturgije, samo dramaturgije, mogoče najprej koga drugega, so izhajale do zdaj v zbornikih, ki jih je v glavnem urejal, oziroma izključno najbrž urejal profesor Denis Poniš. Ta tradicija se zdaj nadaljuje nekoliko drugačni formi. Jaz sem zelo vesela, da je prišlo do tega sodelovanja, ker se mi zdi super, da tudi pisanje o drami dobi priložnost, da se razvija sočasno s tem, kar nekako poskušamo razvijati v sklopu programa Preglej. Sodelovanje smo vzpostavili z oddelkom za dramaturgijo, ker se nam je zdelo nujno, da na nek način peljemo tudi ta vzporedni tok z dramsko pisavo. In smo potem povabili k sodelovanju, večinoma so to študentke, sicer ker dramaturški oddelek tako nekako praviloma velja za bolj ženski, ampak imamo tudi enega moškega predstavnika. Tako da v bistvu je na osnovi tega sodelovanja prišlo do 10 analiz dramskih tekstov, ki so bili predstavljeni v okviru našega festivala. To so dramski teksti, ki prihajajo, tako bi lahko rekla, na grobo z področja bivšega skupnega jugoslovanskega prostora, 4 so slovenski in 6 jih prihaja iz Hrvaške, Bosne, Srbije, Črne gore, Kosova in Makedonije.